Sem Maja Koršič Potočnik, odvetnica in vaš hudič advokat pri temah, o katerih imamo vsi svoje mnenje ali prepričanje, v javni debati pa največkrat ne najdejo mesta. Današnja epizoda je posvečena najbolj naravni, pa hkrati lahko eni od najbolj težavnih stvari na svetu, zanositvi. Z mano je Ajda Hvastija. Preden povem vse ostale okoliščine, ti bom dala besedo, a se lahko prosim predstaviš, kot želiš biti predstavljena? Hvala, Maja. Jaz sem Ajda Hvastija, mamica 2 otrok. Drugače imam pa podjetje Valuna oziroma zanosi.si in pomagam parom zanositi na naraven način. Poleg tega pomagam parom pri naravnemu načrtovanju družine. To pa pomeni, da gre čez vse te faze, če želiš zanositi, ko ne želiš zanositi in tako naprej, ne. Okej, ker si mi dala tako čudovito iztočnico, prosim, naravno gre ob bok čemu? Umetnemu? Ja, Nenaravnemu, prisilnemu, čemu? Ja, umetnemu mogoče, a ne, zaradi tega, ker saj veš, tako kot imamo dan in noč gor in dol, a ne, naravno, ja, bi jaz rekla tukaj umetna oploditev, da je pa nekako protiutež temu, a ne. Okej, to pomeni, s tabo se bova v bistvu pogovarjali o tistem obdobju, preden se par odloči za IVF, torej za kakršnokoli obliko umetne oploditve, in celoten tisti postopek, ki traja pred tem, ko se v bistvu par trudi oziroma s tvojo pomočjo tudi uspe zanositi Tako, ja. na naraven način. Tako, s tem, da jaz parom, jaz sem se izobrazila tudi v tem, da parom pomagam čez IVF pri tem postopku, a ne, da jih pač opolnomočim tukaj, da gremo skozi prehrano, skozi mogoče kakšne psihološke zadeve, da se kakšne blokade odpravi, da so v tistem dobrem mindsetu, bi tako rekla. Moram pa reči, no, da v vsej svoji praksi sem do zdaj samo enemu paru priporočila umetno oploditev, a ne, pa se potem nista odločila za to, no. Drugače so pa vsi naravno zanosili, trkam. Tako da ni bilo potrebno. So pa kakšni dejansko prišli k meni, ko so bili že prijavljeni na IVF ali pa kaj podobnega, no. Pa smo pol pogledali, a je potrebno ali ni potrebno. Ajda, lahko čisto neumestno, ampak mene od svojih nosečnosti dalje je vedno zmotilo, kadar je nekdo govoril o tem, da sta oba v paru zanosila. Jaz sem zmeraj, okej, zanosimo ženske, moški ne zanosite. Ja, ja. Samo, če še to slučajno koga zmoti od poslušalcev, poslušalk, a lahko samo poveš, kaj s tem misliš, da zanosita, da dajmo odpraviti tega slona. Dajmo, tega roza slona v sobi. Zanimivo, da meni je pri moji prvi nosečnosti je tudi partner skozi govoril, ke sem bova zanosila gor ali pa sva noseča, kakorkoli. Me je skozi popravljal, je rekel: "Madona, ti si zanosila, jaz nisem noseča, ne." Ampak v tem kontekstu k meni pridejo pari. Zaradi tega, ker se oba, in bodoča mamica in bodoči očka, onadva oba odločita, a ne, za otroka. In jaz, če pride samo ženska, se je zgodilo mogoče ene parkrat do zdaj, jih sploh ne sprejmem, razen če so kakšne take okoliščine, ne vem, da nimata varstva, pa imata že enega otročka, pa ne moreta oba priti, pa tako naprej, a ne. Zato, ker morata biti oba skupaj v tem, a ne, in zato pač meni kar iz jezika, vem, da je slovnično nepravilno, vem, da ni res, ampak dejansko delamo na tem, zato rečem, da zanosita, ker je moški, je toliko pomemben ta podporen steber moči. Moški, vi ste tukaj nadpomembni, no, tako. Ampak ženske smo pa tiste, ke se začutimo, razumemo na eni mogoče ravni, ke pa moški ne more, no, tako bom rekla. Okej, velja, zmenjeno. Če te pa zelo moti, bom pa poskusila Ne, pa poslušalce. čisto super je, čisto super je. Samo sem naslovila to, če bi še koga drugega zmotili, da v
torej gre v kontekstu, Da da grejo v ozadju, a dejansko ne. sta dva, it Mhm. takes two to tango, in Tako, pri tako. zanositvi je to ravno tako pomembno, kot potem tudi pri recimo vzgoji otrok. Tako, S tem tako. ne diskriminirava nikogar, ki zaradi silom prilike ostane sam potem, ko je otrok že rojen, Tako. ampak dejstvo pač je, da je, kot mame pa to lahko rečeva, mnogo, mnogo lažje, če sta Tako, dva. tako, tako. Okej, zdaj glede na to, da pravzaprav si začela s tem, da gre za neko vrsto opolnomočenja, psihološke podpore, blokad, koliko pravzaprav v zvezi z neplodnostjo ali pa navidezno neplodnostjo ali pa začasno neplodnostjo pravzaprav, kolikokrat gre za psihološke momente? Pa če ja, kateri bi ti psihološki momenti bili? Mogoče, da najprej se ustava pri tej besedi neplodnost, ker ta pa mene zmoti, jaz kar takole dobim, kar pikce dobim. Se pravi, ginekologi oziroma strokovnjaki definirajo neplodnost kot 1 leto rednega poskušanja zanositve, pa da še ne pride do zanositve, a ne. In potem dajo paru to oznako, ali pa ženski ali paru, kakorkoli, da je neplodna, da sta neplodna in tako naprej, a ne. Jaz to besedo ne samo, da ne maram, prav sovražim jo. Ker dejansko samo še nista zanosila, a ne. Zdaj, kje ali v ciklu ali psihološko ali kakorkoli rabita podporo eden, drugi ali pa oba skupaj, a ne, je pač vprašanje. Ampak neplodnost bi jaz mogoče samo, ne vem, če je moški sterilen ali kaj takega, ali če ženska ne bi imela več ali jajčec, jajčnikov, kakorkoli, ne, mislim takih zadev, jajcevoda, mogoče bi pol uporabila to besedo, no, drugače pa pač jaz rečem, da pač še nista zanosila. Ker k meni pride ogromno parov, ke so recimo že poskušali po 3 leta, po 5 let pa tako naprej, pa so pol dejansko zanosili, no, tako, tako da ja. Za psihološko, oprosti, zdaj sem že malo Kar daj. pozabila, Torej, kolikokrat gre, za kakšne psihološke prepreke gre in, a gre za psihološke prepreke in kakšne? Ne, mogoče je povedati, kakšne, kar vnaprej lahko dam pač par mogoče primerov ali Ja, kaj takega, a ne. denimo. Denimo ena je bila pri meni, mamica, ke je imela en zelo, zelo, zelo slab razhod za sabo, in ni verjela, da bo s tem moškim zdaj do konca svojega življenja, a ne. In je imela prav tukaj blokado, a ne, in sta poskušala že ne vem koliko časa, ne vem, kaj sta že vse naredila. In jaz sem jo tukaj začutila, ker sem imela jaz tudi podobno izkušnjo. In pol ona, ko je dala ta svoj strah na plano, saj strah ni izginil, a ne. Strah je še zmeraj bil, tudi on ji je zagotovil: "Draga moja, jaz sem tukaj s tabo za vedno." Mislim tako, ampak v resnici nikoli ne veš, a ne. Ampak samo to, da je dala to na svetlobo, da je ta strah malo osvetlil sonce in tako naprej, je pač se zmanjšal oziroma izginil, bi rekla, no. In ona je bila čez 3 cikle noseča. Res, tako, prav, če ne bi jaz sama tega videla, bi rekla čudežno, no. Prej sta pa madona vse možno sta že poskušala, no. Ker teh zgodb o tem, kako, pari, v bistvu poskušajo vse sorte in ne gre in ne gre in ne gre, in potem v enem trenutku se nekaj zgodi in potem pač čudežno zanosijo. Jaz sem bila v svojem, preteklem življenju tega vedno skeptična. Jaz sem si sama pri sebi vedno mislila: "Ja, seveda." In vmes se zgodi to, da greš v kliniko za IVF in potem čudežno zanosiš. Ker je to tudi taka tabu tema, o kateri se ne govori, a ne. Ampak vse večkrat pa vseeno slišim, da dejansko pride do nekih trenutkov, ki pomenijo, neko odblokado nečesa, ali je to, čustvena, ali je to strahu, ali je to nekih potlačenih negativnih, čustev, no. In da dejansko res to pomaga pri zanositvi. To so tudi tvoje izkušnje? Ja, to so tudi moje izkušnje. Moje izkušnje so tudi, da ljudje ne verjamejo temu, no, tako kot si ti rekla, oziroma so skeptični do tega. In večina parov, ki jih pride k meni, pride zato, ker sem jaz Senziplan svetovalka, ker imam te reference, ker imam to diplomo in tako naprej. In na začetku se vedno, vedno, vedno imamo, pa celo zgodovino mi pošljejo, pa imamo najprej diagnostiko, pa pogledamo zadeve, pa pogledamo cikel, pa tako naprej, si ženska meri bazalno temperaturo, a ne, gleda sluz materničnega vrtu. Potem jaz iz teh grafkov lepo vidim, ali ima ona ovulacijo,
a ima dovolj estrogena, ima dovolj progesterona, mogoče v kateri fazi cikla bi jo bilo treba podpreti. Tako vedno se tule zelo strokovno pristopi na začetku, a ne. Ampak je prav zanimivo, da tisti ljudje, ki so najbolj v glavi, a ne, ke so najbolj, ja, to, ne, glih pri tistih je po navadi kakšna, blokada ali kaj podobnega. In pri tistem, ke jaz pol malo noter dam iz leve pa malo iz desne še kakšno tehniko tako, a ne, za sprostitev ali pa mogoče, ja, za, sprocesiranje kakšne pretekle travme ali pa kaj podobnega, a ne, takrat se pa odpre, a ne. In pristopimo po navadi, ja, vedno iz tega vidika in mi tudi reče: "Ajda, ti si tako strokovna, tebi bi jaz takoj priporočila naprej." Ampak v resnici gre pa tukaj tudi za druge nivoje, no. Hm. Včasih se ustavi samo tukaj, ne, ni problema, to pošlihtamo in gre, včasih je pa pač treba majčkeno več, a ne. V smislu, kamor gre fokus, gre energija, kamor gre energija, gre, naš način razmišljanja, in tako kot razmišljamo, na neki način v bistvu ustvarimo, zvizualiziramo cilje. Je to povezano s tem? Ne, na začetku ne. Človek bi si mislil, da ja, Okej. ampak dostikrat pari, ki pridejo k meni, mislim, da sem imela do zdaj eno ali pa dva para, ke sta prišla samo tako preverit, a je vse v redu, ke sta bila že malo starejša, a ne, oziroma ona je bila že malo starejša. Drugače pa pridejo k meni po poskušanih, a ne. In takrat, jaz se spomnim iz svoje lastne izkušnje, a ne, si toliko zaciklan v tem, da bi čim prej, da si tako prav malo zakrčen, a ne. In v resnici, je ves tvoj fokus že v tem, a ne. Hočem zanositi, ne, in si že in vse možno že naredijo, a ne. Tisto, kar je najtežje mogoče v današnjem svetu, je to, da spustiš, da se prepustiš, da zaupaš, a ne. Jaz sem pa pol tista, ke lahko pač tudi na tej strokovni podlagi rečem: "Okej, vse štima," na primer, ali pa: "Glej, tulele je treba majčkeno popraviti," da pol tudi glavo je lažje izklopiti, pa mogoče preložiti to breme name, a ne, da jaz to vzamem, da ženska pa samo ker, če smo mi zakrčene, če smo v stresu, če smo, mislim, stres je tudi en tak ubijalec, ne samo pri zanositvi, na vseh področjih. Če smo mi takole, ne bo, težko pride do zanositve, a ne. Če smo pa mi pretočne, pa lepo dihamo, pa odprte v vseh pomenih v bistvu, a ne, takrat se pa šele čudeži začnejo dogajati v resnici, a ne. Tako da včasih gre glih za to, da fokus majčkeno obrnemo drugam. Mislim, da ta močna želja obstaja, absolutno, a ne, ampak da ni pa zdaj, ne. Bolj ko hočeš to zagrabiti, bolj se v bistvu lahko izmika, no, čisto tako, Za vse skeptike med nami, zanositev naj bi bila ena od najbolj naravnih stvari na tem svetu, ne. Poleg smrti in rojstva je v resnici to. Tako, tako. Kako je možno, da smo prišli do točke, kjer dejansko pari rabijo podporo pri tej na videz najbolj naravni dejavnosti ali pa aktivnosti? To je zdaj moje osebno mnenje, Saj. da ne bomo, ja. Jaz mislim, da zaradi tega, ker danes v bistvu živimo dosti nenaravno, a ne. In mislim, tempo življenja, kakšen je, a ne, koliko časa delamo, koliko časa smo recimo odzunaj v gibanju, kakšno hrano jemo, ker tudi če se prizadevamo, da jemo eko, bio pa ne vem kaj, a ne, mislim, zemlja je danes čisto drugačna, kakor je bila še 100-200 let nazaj, a ne. In brala sem eno študijo, ki je govorila o tem, ki govori o tem, da so bile naše babice ne vem, je bilo pri 35 bolj plodne ali pa celo pri 40 bolj plodne, kakor je danes 20-letnica ali pa 25-letnica, so naredili to primerjavo, a ne. In ja, jaz mislim, da naš način življenja danes je tak nenaraven v resnici, a ne, in zaradi tega ne pride več to tako naravno. Druga zadeva, ke pa je, to je še vedno tabu tema, zanositev. Mislim, če ti vse rata, pa to pol ne, ampak če pa se zatakne, pa je težko povedati. In včasih je bila to še bolj tabu tema, tudi splavi pa tako naprej. To je bilo včasih, še v času mojih staršev, kaj šele babic, dedkov, o tem se sploh ni govorilo. Tako da čisto možno, da so bile take težave že prej, samo ni se vedelo, a ne, zaradi tega, ker se o tem ni govorilo.
ženska pač ni šla takrat k ginekologu 100 let nazaj ali kakorkoli, če pač še ni zanosila, ampak so rekli, če bo Bog dal, bo, če pa ne, na ta način, a ne. Ja, in tudi nobene podporne skupine ni bilo nikogar, ki bi se z njo o tem pogovarjal. Absolutno. Tako kot tudi o mnogih drugih stvareh, ne. Denimo Ja, menstruaciji, o tako, težavah, ki jih tako. prinaša menopavza. To je v bistvu, sooči se s tem, kaj Tako, težiš, je tako. naravno. Ja, in tudi danes, še danes bi jaz rekla, da je to še zmeraj tabu tema, a ne. Tako da sem res, res hvaležna, no, da si me povabila, že samo zato, da se o tem govori, a ne. Ja. Ajda, kaj pa morda moment, da smo danes tudi malo naravnani na takoj? Zdajle sva se odločila, zdajle imava v planu, zdajle imava izpolnjene pogoje, a ne, zdaj pa kako zdaj, kar ni, a ne. Zdaj že ta drugi mesec, sem dobila menstruacijo, kako zdaj, kar ni. Kaj pa morda, da ne znamo prav zares počakati, ali pa saj to je povezano s tem, da se ne znamo prepustiti pa reči, mogoče tudi nismo na pritisk. Tako. Tukaj, če smem, bi jaz mogoče svojo zgodbo povedala, ker je prav, jaz sem bila, mislim, da 15 let, še malo več na tabletkah, a ne, in vmes z eno prekinitvijo. Jaz sem imela že, odkar sem dobila prvo menstruacijo, ko sem jemala tabletke, ko sem vmes prekinila, skozi sem imela redne menstruacije, vse normalno, a ne. No, grem dol iz tabletk. Prva menstruacija je bila tako močna, da sem, prav spomnim se, v Dubrovniku sva bila, toliko me je bolelo, take krče sem imela, jaz sem prej vedno mislila, da tiste, punce pri telovadbi, ne, v gimnaziji, v Da osnovni fejkajo. šoli. Ja. Da se jim pač ne da, a ne. Ker sem imela samo to lastno izkušnjo in pri meni se je malo bolelo, pa saj čutiš, ampak ni bilo pa to, da ne bi se mogla premikati. Ja, je. Verjemite, vse, kar ne verjamete, je. No, in vem, da sem rekla, mogoče pa, če kaj pojem, bo pa boljše. In sva se tam nabasala čevapov, mislim, on ne, jaz, sem hotela, če bo čim več tukaj noter, pa bo pa v redu. Se prav spomnim, sem šla v eno uličico tam zakotno, sem vse bruhala ven. Mislim, groza je bilo. No, in potem naslednji mesec pa nisem imela menstruacije in sem bila kar tako, to je bilo pa hitro, ne, sem se že skoraj, mislim, ful vesela, ampak sem se že kar malo, ta odgovornost, že skoraj malo ustrašila. Naredim test nosečnosti, negativen, naredim drug test nosečnosti, negativen. Okej, čudno, ne, pač kaj pa naj bo drugega, če nimam menstruacije, a ne. Pridem h ginekologinji, sem prišla potrditi, da sem noseča. Ne preveriti, potrditi, ne vsa, a veš. In mi reče, žal niste noseči. Brez kakršnekoli razlage, zakaj, kako, hormoni, samo niste noseči. Če čez 1 leto ne bo boljše, pridite spet. Pa ne, če čez 1 leto ne boste noseči, če čez 1 leto še ne bo menstruacije. Jaz sem bila tako, kako, če čez 1 leto, jaz bi rada zanosila zdajle, takoj, a ne, mislim, jaz sem bila itak malo dlje časa že pripravljena, pol je še on rekel, ja, dajva, a ne, in sem bila ono, zdaj pa bo, ne, seveda, ne. In sem šla skozi, mislim, kot prvo sem se počutila res ko ena številka, no, ampak šla sem tudi skozi ta vse te občutke, ki mi jih tudi druge, ženske, ki se s tem soočajo, povejo, a ne. Jaz sem se počutila, kot da sem, nekako nisem dovolj ženska, da je nekaj z mano narobe, da nisem dovolj dobra, tako, no. In kakor se pogovarjam, pa ne samo z mamicami, ke pridejo k meni, z vsemi ženskami, a ne, vse imamo nekako podobne občutke, pa vse to nekako nase vzamemo, a ne. Tako da ja, je ta moment, zdaj pa takoj, ja, je kar pomemben. In tudi jaz sem mogla to pri sebi pošlihtati, a ne, da kako spustiti, kako zdaj se prepustiti in tako naprej, da potem je pa dejansko bilo, a ne. Potem je pa dejansko bilo. Saj ti občutki, jaz mislim, da nas spremljajo potem tudi kasneje, tudi če se otrok rodi, pri materinstvu, pri vseh felerjih in uspehih, pri tem, kako bi moglo biti vse idealno, pa ni. Ob čustvih, ki jih imaš ob tem, ko vzgajaš otroka, ob vseh tistih trenutkih, ke bi včasih, Saj včasih je narediš, ja. Zelo jemljemo to nase, ne bi smela, morala biti boljša mama, morala biti narediti drugače, morala biti to. Tako da jaz mislim, da nas to kar spremlja skozi celotno naše obdobje, ne. Ja, jaz sem prebrala, potem ko sem že bila mamica,
Ne vem več, v kateri knjigi sem to videla, ampak samo pisali, ne rabiš biti popolna mama, dovolj dobro je, da si good enough, ne. In ta good enough in sem rekla: "Ja." In takoj, ko si nehamo dajati ta pritisk nase, da moramo biti popolne, je to že eno tako breme, ke nam pade iz ramen in pač samo, da si vsak dan tam, da se trudiš po najboljših močeh in to je good enough, tako bom rekla, no. Okej, prej si omenila, da ti ni všeč beseda neplodnost. Katero besedo naj namesto tega rajši pol uporabljam? Pari, ki še niso zanosili. Tako, tako. Okej. Pri parih, ki še niso zanosili, v kolikih, odstotkih gre za neke, pojasnjene razloge, ki so objektivno preverljivi, ugotovljivi, znanstveno-empirični, dokazani? Kolikokrat gre pa za neke razloge, ki jih pač ni mogoče z nekim izvidom pripisati tej in tej nevšečnosti? A veš, da te statistike pa nimamo. Mi imamo statistiko, koliko, parov je neplodnih, a ne, recimo, pa koliko jih ima težave pri zanositvi pa tako naprej. Nimamo pa te statistike, v kateri, kam Predalček. predalček Pol pa grejo, drugačno ne. vprašanje. Kdaj je par primeren kandidat, da se začne ukvarjati z obravnavo pri tebi, raje kot da gre v IVF postopek? Jaz mislim, da takoj, ko se odločita zanositi, sta že kandidata za to. Recimo, imela sem en par, ke sta prišla k meni, ona je bila v bistvu tista pobudnica, no. Stara je bila že nekaj čez 40 let ali pa glih tam nekje, no. In sta se glih odločala za IVF, čeprav sta pravzaprav šele začela dobro poskušati, a ne, ker sta se pač pred kratkim spoznala in tako naprej, a ne. Ja, in čas teče neusmiljeno. Čas teče neusmiljeno, tako, ja. Ampak, v očeh stroke, ginekologov in tako naprej, takoj, ko si stara toliko pa toliko, dobiš že neko oznako. Vem, da že moja druga nosečnost, prva je bila pri 32, druga pri 36, a ne. Oziroma pri 36 sem rodila. Takoj, ko si 35 plus, te obravnavajo takoj drugače. To je treba, ne vem, kakšne, pa jaz nisem šla pol na vse tiste teste pa tako naprej, ampak že 35 plus, kaj šele 40 plus, že samo da vidijo to številko in si takoj v enem predalčku, a ne, zdaj pa je to pa to pa to pa te kar malo takole naredi, a ne. In sta v bistvu prišla samo preverit, a je vse okej, ne. Če ni, najboljše, da gresta takoj na IVF, če pa je, pol pa mogoče sta si zelo želela, tudi verna sta pa tako in sta si želela naravno zanositi, a ne. Ja, in dvakrat sta bila pri meni, pogledali smo pač cikle, naučila sem jo, kako si meriti bazalno temperaturo, gleda maternično sluz in tako naprej. Ta ženska je bila ena izmed najbolj plodnih žensk, kar sem jih jaz, ne, mislim, zelo plodna. Po teh normalnih standardih, mislim, ta ženska je cvetoča lepotica, mislim, ampak tako, po normalnih standardih pa bi rekli, mogoče ima kakšno kilico preveč, a ne. Ampak glih to se zgodi, ko ti stopiš v ginekološko ambulanto, ti izmerijo pritisk, kdaj si imela zadnjo menstruacijo, koliko si težka, koliko si visoka, a ne. Ne pogledajo tebe kot, ne, edinstvene osebe, a ne. Jaz pa, ko zmerimo, ko pač gledamo te cikle, a ne, jaz vidim njo, ne, in tam je vse kazalo, pač ti si plodna ful, ne, vse je v redu. In v bistvu smo imeli najprej samo, da smo to videli, potem pa pač smo naredili še za prehrano, ke je bila v podporo pač plodnosti, a ne, kaj bi lahko pač ona še vnesla noter, mogoče spremenila. Saj je že tako super jedla, ampak, zdrava prehrana, jaz se z njo ukvarjam že 20 let, s prehrano za plodnost pa cirka 10, nista enaki, no, tako da smo še to nekako, A nam lahko kaj več o tem poveš? Torej, Lahko. prosim. Kaj te zanima, evo? O kakšni, kaj je primerna prehrana za obdobje pred nameravano nosečnostjo, pa med nosečnostjo? Okej. Mislim to, da je treba folate jesti pa tako naprej, to že vsi vejo, tako da to sploh mogoče ne Da je bom. treba kaj jesti? Folna kislina. Folno kislino, ja. Folat je Ja, ja. pa ena, Okej, podobno folni kislini, samo da se boljše absorbira, no. okej. Tako da to. To je zaradi tega, da je potem z otročkom vse v redu, a ne. Jaz tudi tukaj pri vsaki ženski in pri vsakem moškem čisto individualno pogledamo, zaradi tega, ker
včasih so rekli, da je prehrana zdravilo, hrana je zdravilo, a ne, in na to smo malo pozabili, a ne. Saj imamo malo more prehranskih dopolnil in jaz jih tudi priporočam, ker iz hrane je včasih res težko vse dobiti, kar rabimo, a ne. Ampak najprej pogledamo prehrano in potem ona prav piše tako 3 dni vse, kar poje. Ker včasih so mi povedale mamice, pa sem se jaz naučila, da to ni dovolj. Zaradi tega, ker pol ponavadi glih tiste, ke nočemo, da se Tiste sliši, grehe tiste pozabiš, grehe nezavedno. pozabiš, ali pa jih nočeš povedati, pa saj meni je čisto vseeno, ne. Mislim, pa sem pol včasih gledala, pa sem rekla: "Kako se, ti si čisto podhranjena." Pa se pol spomnila še tega pa onega, ne. Vse zapiše, 3 dni mi piše ali pa en teden, če je In treba. kaj so recimo potem- grehi? Oziroma, kaj bi bilo obravnavano kot prečrtajte od jutri naprej? Grehi. Jaz bi rekla, kakšna zelo procesirana hrana, no. To absolutno. Če bi skozi jedla kakšne zmrznjene zadeve, ke se pogrejo v pečici, pa take zadeve, no, to bi jaz takoj prečrtala. Sladkor v zdravo prehrano bi ga takoj črtala, prehrano za nositev pa delno, no, tako. Kakšni tudi mali grehi niso nič hudega, no, v resnici, tako. Kava v večjih količinah absolutno, Bi črtala? bi črtala. Ampak tako je, pogledamo res vsako posameznico. Če jaz vidim, da ima ona ful te maternične sluzi, da ima cikel super, pa popije 5 kav na dan, očitno nate toliko to ne vpliva. Pač jaz, če popijem eno kavo, prejle si mi jo ponudila, a ne, ob 2 popoldne, sem bila tako: ne." Jaz bi bila še ob 1 zjutraj bi bila takole, ne. Ampak to name tako vpliva, a ne, na kakšno drugo pa mogoče ne, a ne. Ampak ja, če bi 5 kav na dan spila, potem jaz zmanjšam dozo, koliko da kofeina, ne, pa pač na kakšno manj, ne. Zato ker pol so ponavadi tudi težave s spanjem pa tako naprej, pa stres pa tako, no, tako da, ja. In ja, to, ke sem hotela reči, no, ti recimo si čisto drugačna, in če bi ti jaz sem čisto drugačna, če bi ti jaz napisala neki jedilnik, zdaj pa ti to jej. Jaz imam popoln jedilnik, recimo, kaj naj bi ženska jedla. Ampak če ti, ne vem, ne maraš lososa ali pa avokada ali pa jaz ne vem česa, ne, pač kako boš to jedla, ne. Ni prav, da se siliš k nečemu. Fino je, da vneseš neke zadeve, ke so zate lahko dosti naravne, pa si samo ono: to se pa res ne spomnim," ali pa: tega bi pa lahko mogoče malo več," pa tako naprej. In najdemo hrano, ki tebi paše, ki jo rada ješ, ali pa vsaj kakšna, ke jo toleriraš, a ne. In na ta način, ker potem to deluje in potem ženska to res lahko in moški, tukaj sta oba, a ne, ker tudi pri moških je plodnost pa neplodnost lahko, a ne. Mislim baje, da po raziskavah je moške neplodnosti še več. Več kot 50%. Ja, to pravijo, ampak to je spet tako. Jaz sem brala glih pred kratkim raziskavo, ke moške semenčice, a ne, če ne plavajo, pač ne morejo ploditi ženske, a ne. To je bilo do pred kratkim še kakor potrjeno, a ne. Zdaj so pa ugotovili, da tudi če ne plavajo, da ima ženska, da imamo neki mehanizem, ke jih kakor malo posrka ali kaj. Tako, zdaj to zelo po domače, to je bilo tam tako zelo strokovno razloženo, ampak sem bila tako: ne." Tako da, naša telesa so res čudežna, no. O eni drugi ženski sem pa brala, ke je imela v bistvu, prometno nesrečo in je imela en jajcevod, so ji mogli izrezati v bistvu, pa en jajčnik, a ne, in je imela na eni strani jajčnik, na drugi strani jajcevod. In so pač rekli: "Pač vi nikoli ne boste zanosila, a ne, zaradi tega, ker nimate Ni spolnih povezano. organov," tako. In je v bistvu ta jajcevod prišel do tistega jajčnika, no, in čez nekaj let je ona zanosila in je prišla k zdravniku: "Kaj se dogaja, slabo mi je, gor dol." Je mislila, da je na smrt zbolela, ker še mislila, da to nemogoče, a ne. In so pač pogledali ultrazvok: "Ja, vi ste noseči." "Ja, kako sem noseča, če ne morem, če fizično ne morem zanositi, a ne." In tako da ja. Je pa res, da je potem veliko težje, da veliko dlje časa traja in tako naprej, a ne. In zaradi tega je pač fino, ali pač, da se takrat odločita pa gresta na neko IVF ali kakorkoli, a ne, ali pa da se res toliko podpre s to prehrano, prehranskimi dopolnili in tako naprej, da tiste plavalce, ke jih pa še ima, da se jih na polno opremi. Katere so tiste vrednote, zaradi katerih bi ti denimo zavrnila par, ki bi poiskal pomoč pri tebi? Um,
To sem na začetku zelo veliko razmišljala o tem in sem imela celo listo. Pol nekako z leti modrosti in izkušenj Ja. sem pa rekla: "O, Madonna, kdo sem jaz, da bi koga sodila, kako jaz vem?" Mislim, ne, saj ti So ne to v piše. resnici neka omejujoča prepričanja, ki jih imaš? Ja, na neki način res. Mislim, tako, da bi res zavrnila par, bi bilo mogoče, da bi videla, ne vem, da je ta otrok da ne izhaja iz želje po otroku, iz te velike ljubezni, ampak da je kot neki, ne vem, statusni simbol ali pa ker jih že vsi imajo pa tako naprej. To mislim, da v tem primeru bi, ampak spet, mogoče bi začeli sodelovati, ker kdo sem jaz, da lahko po prvi interakciji z nekom sodim. Mogoče so pa tukaj neka moja prepričanja, mogoče je to samo neki prvi vtis, a ne. A te smem vprašati, a je po tvojem mnenju sploh mogoče, da ti, preden imaš otroke, tega bodočega otroka, izhajaš iz neke nore ljubezni, iz izkušnje, ki je sploh še nimaš. To je izkušnja, ki je ne poznaš. Recimo, jaz vem, da je bilo pri meni to, jaz si absolutno nisem mogla predstavljati, Te kako je ljubezni. imeti rad otroke. Jaz do tujih otrok nikoli nisem čutila Mhm. neke pretirane naklonjenosti, denimo. Jaz sem čisto drugačna od tebe, tukaj imam pa dve prijateljici, ki sta zdaj obe mamici, obema sta dva otročka in obe sta bile tako, jaz sploh ne vem, če bi imela otroke, pa kako lahko vsi rečejo, da so luštni, eni so prav grdi, sem tako, ne, pač dejansko, pa skozi neki jokajo, pa vpijejo, pa umazani, tako. Obe sta bili zelo tako nematerinsko usmerjeni, no, ampak takoj, ko sta postali mami pri obeh, to se je, čez noč, to se je tako obrnilo, taka neka svetloba, toplina. Jaz nisem mogla verjeti. Pa saj sta ljubeči ženski, samo sta rekla: "Glej, jaz za otroke pa mogoče res nisem, a ne." Jaz po drugi strani, jaz sem vedela že, odkar sem bila majhna punčka, da jaz bi rada bila mami, da bom imela otroke, ful sem si želela, tako, no. In jaz tudi, preden sem imela svoje otroke, sem v bistvu čutila že ful ljubezni do otrok. Recimo te dve prijateljici pa mogoče tudi ti sploh nista Nobene. Ja, ne, pač, kako jim prav vidim, tudi tebe zdaj, ampak, tudi jaz pa sem veliko otrok čuvala, pa že od vedno otroci so se kar lepili name. Meni so otroci toliko všeč glih zato, ker so toliko, naravni, direktni. Jaz sem tudi zelo direktna in to me včasih tudi v težave spravi, ampak se mi zdi to fajn, no. In pri njih oni točno to povejo, kar mislijo, ne. In jaz, ke sem stara 43 let, pač otrok moj, ne vem, a je bil Val ali Luna, neko novo učiteljico je imel, mislim, da Val. Pa je bilo, ja, a je mlada, stara? Ja, nekaj nekaj srednjega, še kar stara. Pa jaz tako: "Ja, a je starejša od mene?" "Ne, ne, 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 to pa ne." Mislim, da je bila glih iz faksa, nobenega filtra. Tako da to je meni pri otrocih všeč, no. In ja, tudi jaz, ke sem imela rada otroke že prej, mislim, pri tvojih je enormen preskok. Koliko se ti je srce razširi, koliko ljubezni lahko tja not spraviš. Pa tudi pol, Zdaj, ko si drugi imela otroček pa otrok tako, a tvojih, ne. zdaj tudi vidim, od kje, naziv, Ja. tvojega podjetja. Tako, Valuna, ja, po Valu in Luni, tako. Ko zdravniki, predvsem zdravniki ginekologi, slišijo za svetovalce za zanositev, jaz mislim, da marsikdo, ima kaj za povedati. Kje se tvoje delo razlikuje od neke uradne medicine? Ali pa kje je največji razkorak? Okej. Najprej bi jaz rekla, da slovenski ginekologi so carji in ginekologinje. Mislim, oni so res po večini res, res, res strokovnjaki in res večina njih dela s srcem, po mojih izkušnjah. Ampak, oni morajo poznati vsa področja, ne. Se pravi, od takrat, ko mlada deklica pride prvič h ginekologu, se pravi, različne metode kontracepcije, hormonske ali drugačne, potem zanositev, potem porodničarstvo oziroma sam porod, potem vsi kirurški posegi, kar jih je, ke jih je nebroj,
Potem imamo menopavzo, inkontinenco, mislim, pa ogromno področij tukaj sploh nisem omenila. To sem samo na hitro, čisto laično, a ne, zato da tudi gledalci razumejo. Oni pokrivajo tak nabor področij. Recimo v tujini je lahko ginekolog samo porodničar in izključno porodničar, ne. In potem pozna vse, pa še tisti je težko vse iz tega področja poznati, a ne. Jaz se specializiram samo na zanositev. In to je ena taka mici področje v bistvu, če si ti ginekolog, ki vse to pokrivaš, je zanositev takole, ne. Mislim, kaj je zanositev proti, ne vem, spolno prenosljivim boleznim ali pa, pred neko operacijo, ke moraš narediti, ali pa celo pred porodom, a ne. Saj imamo za to potem IVF pa strokovnjake za to, a ne, ampak vseeno, Še je posebej, če dodamo še psihološke momente in da včasih ljudje rabijo preprosto samo pogovore, pa samo neko razumevanje, in to je potreben čas, ki ga ni, seveda. V tako. sistemu ga ni, saj si ga tudi ne morejo vzeti, saj je nemogoče, ne. Saj to sem hotela reči, a ne, da on ali pa ona imajo na pacienta na voljo toliko pa toliko minut. To se tako z leti spreminja, tako da niti ne bom o minutah, koliko jih je, govorila, ampak ti imaš na voljo za eno obravnavo toliko in toliko časa. Ti moraš toliko pacientov na dan pogledati in jim svetovati in tako naprej, a ne. Jaz si lahko vzamem zate 2 uri zdajle, ni problema, a ne, oziroma takrat, ko se zmeniva, a ne. In dejansko si lahko vzamem čas, a ne. Ginekolog, ginekologinja si ga pa mogoče ne more, a ne, ali pa res za one najtežje primere ali kakorkoli, ali pa na račun tega težkega primera pol drugi, ke so pa, tule je samo kljukica, a ne, in si dejansko tega časa včasih tudi ne morejo vzeti. In jaz sodelujem in s slovenskimi, z nemškimi ginekologi, a ne, če kdaj rabim pri mojem delu in tako naprej. In jih vidim, no, ker se izobražujejo stalno, mislim, to delajo nonstop, mislim, ker imajo urnik, potem pa še v popoldanskem času berejo te znanstvene članke in tako naprej, a ne. Ampak je preprosto nemogoče biti z vsemi temi področji, ne more. Ena oseba tega preprosto ne zmore, da bi imela vse to pokrito. In potem se pač malo bolj specializira na eno področje, ke jim je malo ljubše, ali pa kjer je malo večji strokovnjak pa tako naprej, ampak k njim v obravnavo, v ordinacijo pa še zmeraj hodijo vsi, a ne. Tako da. Ti moram samo dati povratno informacijo, blazno všeč mi je, kako si naslovila to temo. To pomeni, da sploh ni nikakršnega tekmovanja, koliko si jih podprla, koliko si jih v bistvu pohvalila in koliko dejansko si poudarila to, kar je prednost, ki jo imaš, ki je nekaj, kar jo dejansko rabimo. Ker sem začela razmišljati o sebi, recimo, a ne, pri 45 letih, a misliš, da vem, kaj je bazalna temperatura, oziroma vem, ker sem se dala podučiti, ampak si je ne znam zmeriti, ne vem kdaj, cikla nisem nikoli prav zares poznala, čisto prehitro sem živela, da bi se začela s temi stvarmi ukvarjati. In ko ti rečejo, meri si, spremljaj, delaj to, meni se je zdelo že naporno pisati menstrualne cikle, že to sem tako včasih falila, pa včasih za nazaj se spomnila, kdaj je že to bil prvi dan zadnje menstruacije. Tako da Ja, v bistvu res so to je. neke osnove, na videz osnove, ki so zahtevne osnove, saj nas v resnici nikoli ni nihče naučil tega. Res je. Pa tudi jaz se zadnje čase se največ ukvarjam s tem, kako motivirati mamice, očke, zato da ali da bojo pravilno jedli, ali da si bojo merili cikel, ali kakorkoli. Pač čeprav imajo oni največjo motivacijo na svetu, si res želijo tega otročka, včasih nam je težko navade spreminjati, a ne. Sploh take osnovne navade. Ja. Psihološko gledano smo zelo velikokrat pripravljeni narediti veliko nekaj na novo. Ko se pa začne pri osnovah, jaz imam zdaj takšno izkušnjo z težave s hrbtom, ko bi vse, kar bi morala, je začeti globoke mišice uporabljati, koliko mi je pa to neskončno težko. Verjamem. Veliko lažje bi sprejela neko drastično rešitev, tudi če je to operacija, Ja, ja, ja. kot pa to, da se v bistvu začneš dnevno iz minute v minuto ukvarjati s sabo. To, kar si prej rekla, a ne, to mi smo danes v takem svetu, ke imamo radi te, navajeni smo hitrih rešitev. Ti lahko poklikaš ali pa greš v trgovino pa dobiš praktično karkoli, a ne. Pri zanositvi je pa glih obratno. Ni zdaj pa bom jaz, ali pa tudi če greš na fakulteto pa študiraš, veš, da, dobro, tudi to je zdaj hitreje, včasih je bilo 4 leta, a ne, zdaj je 3 leta. Veš, da če boš šel tja, če bom delala, če se bom učila, bom na koncu dobila tisto diplomo, a ne. Tukaj pa ne, tukaj lahko vse narediš, ne, kakor vse, pa še zmeraj ni, a ne. In tega nam manjka, te potrpežljivosti, tega zaupanja mogoče, no.
Daj mi prosim še povej, kaj pomeni Senziplan svetovalka? Senziplan, to je ena simptotermalna metoda. Simpto pomeni, da gledaš simptome, a ne, to je ta, maternična sluz. Termalna pa pomeni Temperatura? Yes! Vedela sem, da boš znala. Se pravi, da si ženska meri bazalno temperaturo, a ne. In na podlagi teh dveh, pač dejavnikov, faktorjev skupaj, a ne, potem gledamo, kdaj so njeni plodni dnevi in kdaj so neplodni dnevi. Jaz sem se, odločila, da grem po tej metodi oziroma naštudirati to metodo glih zaradi tega, ker je, če ne želiš zanositi, najbolj zanesljiva, no. Zaradi tega, ker za zanositev imaš tudi druge metode, ke so okej, ampak se mi zdi, da je oboje pomembno, no. In za ne zanositi je ta metoda bolj učinkovita kakor na primer kondomi in najbolj učinkovita kakor najboljše kontracepcijske na tržišču, a ne. In mene je to kar, what? Kako več ljudi ne ve za to, a ne. In jaz imam tudi delavnice za pare, a ne, ki se učijo te metode, da samo tako uporabljajo v svojem dnevnem življenju, a ne. Ker pač tisti plodni dnevi, ki so takrat, recimo, če ne želijo otroka, vejo, da morajo paziti oziroma uporabljajo iste metode kot prej, a ne, za nezanositev. Potem pa, ko so tisti neplodni dnevi, pa pač po ovulaciji ženska ne more več zanositi, A je to ne. mogoče? Torej Je dejansko obstajajo dnevi, 100%, ja, ko ne moreš ko zanositi? 100%, ne 99,9, 100% ne moreš zanositi. Tako da te povabim, evo, na naslednjo delavnico, ke bom, oziroma vaju, na to temo, ja, ker Ampak, kljub temu, ker včasih se vseeno sliši, a ne, zanosila sem, pa nisem pričakovala, ali pa ne bi smela, ali pa v obdobju, ko ne bi smela. Gre za to, da očitno ne gledamo pravih znakov, ki bi bili 100-procentni. Tako, saj zato je simptotermalna metoda, ker, včasih so bile koledarske metode, še dolgo nazaj, pa so rekli, ne vem, 28-dnevni cikel imam, se pravi tam od 15. ali pa 16. dne naprej, se pravi po ovulaciji, kakor, a ne, takrat je pa varno, a ne. Ampak vsaka ženska je res drugačna, a ne. In tule na Maltezer inštitutu, ke sem jaz to študirala, a ne, tukaj so naredili raziskave, mislim, da je bilo, ne vem, 60 000 ciklov, ali koliko so jih dali, ali še več, no, pa nekih 1300 ne vem koliko žensk, je pač te cikle pošiljalo, a ne, ke pravijo 28-dnevni cikel, a ne. Samo 3% žensk imamo imajo, jaz nisem ena izmed njih, imajo v enem letu 3 dni razlike med najkrajšim in najdaljšim ciklom. Se pravi, če rečeš: "Jaz imam reden cikel 28 dni," samo 3% je takih, ki imajo res te kao redne cikle. Ali so to 30, 35, kakorkoli dnevni, da je samo 3 dni razlike. 58% žensk ima 8 dni razlike med najkrajšim in najdaljšim ciklom, samo v obdobju enega leta, a ne. In če ginekologi potem gledajo, okej, tale ima 28-dnevni cikel, 14 dni, prej, tule nekje ima ovulacijo, to v glavnem ne drži, a ne. Tako da je treba res žensko kot posameznico pogledati. Za konec, Ajda, koliko ima pri vsem tem, svoje tudi placebo? Pri čemer ne mislim v negativnem pomenu. Mislim, da ko se ti daš v neko psihično stanje, v ta mindset, ke si omenila, da zdaj bom pa eno stvar naredila drugače, zdaj se bom pa poslušala, zdaj bom pa jaz temu začela pozornost, namenjati, zdaj bom pa to pogledala iz drugega zornega kota, morda tudi bolj optimistično, morda, manj takoj in zdaj in tukaj. Takrat se določen, that's when magic happens, ne. Ja, in tudi ne. Jaz, ko sem začenjala, sem zelo optimistična, tako kot ti zdaj mislila, jaz sem rekla, bom rekla parom, da prve 3 mesece se tako ne bo nič zgodilo, zato ker je toliko sprememb in tako naprej, kar je tudi res, a ne. In potem, ko ne bojo več o tem razmišljali, pol se bo zgodilo, ne. Pa še na dopust jih bom poslala, to je bilo moj recept tam čisto leta nazaj. In sem rekla: "Sigurno bo kakšen zanosil." Ampak madona, res, ko delamo te spremembe, ne vem, tudi če so vedno pozitivne, vseeno je to za telo neka sprememba, a ne, in tudi če je na pozitivno, rabita se malo privaditi. Tako da dejansko, tako da so recimo najhitreje, da so zanosile, je bilo recimo v 2, 3 ciklih, pa ni jih to zdaj neki visok procent, a ne. Včasih je treba majčkeno počakati in glih to je najtežje v bistvu, a ne, glih to je najtežje. A si imela kdaj opravka s kakšnim parom, ki je v tem postopku ali pa procesu ugotovil,
da pravzaprav pa mogoče sta pa čisto okej sama dva in da mogoče pa to ni več ultimativni, najpomembnejši cilj? Imela sem 2 para, eden, ki je šel na terapijo, tako da, ne da sta ugotovila, da sta samo onadva, ampak sta ugotovila, da onadva nista okej, a ne, in da mogoče še ni ta pravi trenutek, da bi zdaj pa pač otročka pripeljali v to zgodbo, a ne. Tako da sta rekla, bova najprej midva poštimala, a ne. En par sem pa imela, ki sta šla pa pol tudi narazen, mislim, pol sem ju kasneje še sledila, smo se še slišali pa tako, no. Je bila pa dejansko podobna zgodba, ne. Toliko sta se zaciklala v tem in potem sta se začela neke osnove spraševati, a ne. Saj to je res majhen procent parov, ne zdaj misliti, da če boste k meni prišli pa Jaz mislim, da vsakič, ko se začneš pogovarjati, globoko, brez cenzure, brez filtrov, brez Se lahko tabujev. zgodi karkoli. Se pa zgodijo, mislim, zdaj 98% parov je pa pač takih, da se toliko zbližajo, da je potem tako, kot si ti rekla, a ne, da to zdaj pa nujno otrok. Ne, se bo zgodilo, ko se bo zgodilo, in dejansko poglobijo svojo ljubezen, partnerstvo, ker to je neka taka izkušnja, ki te lahko tako močno poveže in v glavnem jih poveže, a ne, oziroma nas poveže, a ne, da se podpiraš, med sabo, da se imaš rad, da si oba tudi rečeta: pa saj tudi če bova samo midva, saj si oba želita otročka, ampak se imata res tako zelo rada, a ne, da ni." Pa reče on ali pa ona: "Ja, kaj pa, če zdaj ne bom mogla zanositi, kaj pa, mislim, jaz ti želim, da imaš otroke, a bi si kakšno drugo ali." Tudi to se je že zgodilo. In da si ne, jaz hočem biti s tabo, a ne. Otroci so pa potem nadgradnja najine ljubezni, pa na kakršenkoli način, a ne. Saj obstajajo tudi načini pa donatorji pa tako naprej, a ne, tako da so možnosti, Pa pa posvojitve. posvojitev, tako da vse možno, a ne. In je res lepo to videti, no. Pa nadomestne mame. Tako, mislim, Ena od poslovnih priložnosti, o kateri že zelo dolgo časa razmišljam, je, da bi v Sloveniji nujno rabili agencijo za nadomestne mame, glede na to, da je v mnogih državah po svetu to definitivno dovoljeno in ti ne rabiš biti nič drugega kot posrednik in nekdo, ki vse te predpise pozna. Za številne ženske, ki morda na koncu je to ultima ratio, skrajna možnost, a ne. Res je, Kot res ideja. je. Ja, no, evo. Glede na to, da se poznava iz okolja, kjer smo zbirali poslovne ideje. Ajda, iskrena hvala za ta pogovor. Za čisto zaključno misel, če bi morala eno stvar povedati parom, ki so ravnokar v agoniji, želiva čim prej zanositi, pa ne moreva, kaj bi jima rekla? Kam govorim? Tebi? Izvoli. Jaz bi rekla, da nista sama, Jaz sem šla na to pot glih zaradi tega, ker sem si rekla, čez to izkušnjo pa ne bi smel iti noben sam. Čim več govorita o tem, zaradi tega, ker ko se bosta odprla na to temo, bosta videla, da je še toliko drugih parov, ki dejansko grejo čez to, ke se lahko povežete, ke so mogoče tudi vajini prijatelji že, a ne. In ja, poiskati to podporo pa razumevanje, s tem, da sem jaz ranljiva, s tem, da se jaz odprem. To je po moje največji dar, ke ga daš lahko sebi, dasta sebi pa tudi, drugim, ke grejo mogoče zdajle čez to. Najlepša hvala. Hvala tebi, Maja. To je bila hkrati tudi zadnja, epizoda pred počitnicami, tako da se vidimo nazaj 7. septembra. Adijo. Lepe počitnice. Tudi tebi. Hvala. Poslušali ste epizodo podcasta Hudič advokat, ki ga ustvarjam odvetnica Maja Koršič Potočnik. Podcast objavljam vsak drugi ponedeljek ob 6. zjutraj na kanalih YouTube, Spotify in Apple Podcast. Imate vi kakšno perečo temo, o kateri bi lahko govorili v podcastu? Sporočite mi vaše predloge.